Počitniške likovne delavnice v galeriji Murska Sobota. Novinarska konferenca romskih svetnikov iz Pomurja. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnih dogodkih, v katerih vam poročamo zanimive vsebine iz Pomurja. Vabljeni k ogledu. V galeriji Murska Sobota so skozi kipe in kolaže v sklopu poletnih likovnih delavnic raziskovali svet umetnosti, ki je bil navdihnjen z razstavama izjemnih slovenskih umetnic, kiparke Sanje Ajdišek in umetnice kolaže Maruše Štibelj. Poletje kar kliče po ustvarjalnem duhu, to je čas, ko domišljija razcveti. Tako so ustvarjalni svet umetnosti v sklopu poletnih počitniških likovnih delavnic v galeriji Murska Sobota raziskovali tudi najmlajši. Svet umetnosti so tako raziskovali skozi kipe in kolaže, na ogled pa so bile tudi razstave izjemnih slovenskih umetnic, ki trenutno razstavljata v soboški galeriji. Več o namenu poletnih počitniških delavnic galerijska kustodinja Irma Brodnjak-Firbas. Namen teh delavnic je, da se otroci sprostijo tu pri nas, da spoznajo aktualne razstave in potem navezavi na to aktualno razstavo, danes na primer kiparsko razstavo Sanje Ajdišek, potem ustvarjamo. Torej, te naše likovne delavnice so močno vpete v razstavni program v tem poletnem času in tokrat smo kiparili oziroma take reliefe smo ustvarjali iz dasmase v navezavi na kipe iz porcelana Sanje Ajdišek. Prvenstveno je torej, da otroci uživajo, da sprostijo domišljijo, da krepijo to fino motoriko, da se družijo med sabo, da se spoznavajo in da nekako jim vzgojimo ta domač občutek v hramu kulture, v stiku z likovno umetnostjo. Kot je povedala kustodinja Firbas, je pri otrocih opaziti interes za take vrste poletnih likovnih delavnic. Danes smo imeli kar 18 udeležencev te delavnice, tako da smo res veseli takšnega odziva. Očitno je interes, to me izredno veseli. Ta kiparska razstava je res nekaj posebnega, kar so otroci sami potrdili, veliko so komentirali, veliko so spraševali, tako da se potem to tudi odraža pri njihovih izdelkih, nikamor se jim ne mudi. Prvo delavnico v sklopu poletne počitniške delavnice so izpeljali na osnovi razstave kiparke Sanje Ajdišek. No, v četrtek pa vabimo mlade kreativce, da se nam pridružijo na likovni delavnici kolaža. Izhodišče bo pa seveda razstava kolažev Maruše Štibelj v naši veliki galeriji, kot pravimo temu večjemu delu našega razstavišča. Pri otrocih je po besedah kustodinje opaziti veliko ustvarjalnost. Tukaj se vidi, da pridejo k nam otroci, ki imajo afiniteto do tega področja, ki veliko ustvarjajo, ne samo v šoli, tudi doma, očitno jim starši krepijo ta interes, kar mene osebno zelo veseli in to se kaže v tej spretnosti njihovi in tudi domišljiji, ki se sprosti tukaj med ustvarjalnim procesom. O organizaciji delavnice Firbas nadaljuje. Pri organizaciji teh likovnih delavnic se zmeraj usklajujemo z muzejem, s Pomurskim muzejem, ker imamo približno isto publiko, da se ne prekrivajo naši termini in seveda najave so zelo zaželjene, zato da mi potem se znamo pripraviti glede količine materiala, da se lahko tudi vsakemu posamezniku dovolj posvetimo, to je bistvo. Eva nam je zaupala, kaj vse je ustvarjala na likovni delavnici. Jaz ustvarjam z glino in zelo veliko teh pripomočkov delam in ustvarjam zelo rada. Najprej sem naredila neko ploščico, ki sem vtisnila gor pripomočke iz zunaj. Potem sem naredila eno skodelico, potem sem naredila snežaka, pa zajčka, pa sem naredila Piko Poko, prijateljica mi je naredila kužka, potem sem naredila pa še Stiča. Katere izdelke sta izdelala Mija in Aksel, pa v nadaljevanju. Najprej sem naredila kozarec, potem vazico, potem podstavek za kozarec,
potem kita in še na koncu in še na koncu posodico. Naredil sem podstavke pa kito. No, prvo sem naredil toga, potem sem naredil toga, tam sem naredil kita, te sem naredil toga, te sem naredil toga, te sem naredil toga, te sem naredil toga, te sem naredil toga. Prvič delam, samo mi je všeč. Kaj vse je počela Živa v sklopu poletne delavnice? Danes smo si ogledali predstavo, katero je ustvarila ena kiparka. Delali smo kipe, kateri smo jih same izumili. Naredila sem veliko stvari. Sicer sem naredila eno posodico za pesnice in prstane. Potem sem naredila nekaj za steno. To sem naredila za pod skodelice in to je sova in medvedek. Anastazija in Izabela sta v času počitniških likovnih delavnic stkali vez prijateljstva, ki pa je obenem povezala njuno domišljijo v delček umetnostne ustvarjalnosti. Jaz sem naredila tudi posodice, pa tudi živali, pa človečeka. Pa tudi zelo rada ustvarjam, pa mogoče tudi jutri pridem. Eno ploščico v obliki tega lista, gor so otisnjene sivke, nato pa še hišico z vrtno potjo in drevesom. V četrtek bo v galeriji Murska Sobota sledila še delavnica kolažev, kjer bodo najmlajši ustvarjalci oblikovali barvite kolaže iz papirja, tekstila in drugih zanimivih materialov in tako pustili svoj domišljiji, da jih ponese v svet umetnostne ustvarjalnosti. V organizaciji romskih svetnikov iz Pomurja je potekala novinarska konferenca z namenom, da bi se odzvali na aktualno dogajanje, ki poteka v jugovzhodnem delu Slovenije. V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je potekala novinarska konferenca, katero so organizirali romski svetniki iz Pomurja v sodelovanju z Svetom Romske skupnosti Republike Slovenije s tem namenom, da bi se odzvali na aktualno dogajanje v jugovzhodnem delu Slovenije. Več o temeljnem izhodišču foruma romskih svetnikov Slovenije je podal predsednik Darko Rudaš. Temeljno izhodišče foruma romskih svetnikov Slovenije za današnjo tiskovno konferenco je upoštevanje realnih problemov in primarni interes zagotavljanja enake stopnje varnosti za vse. Odločno obsojamo nasilje, ki ga izvajajo posamezniki znotraj romske skupnosti. Vsako nasilno dejanje je nedopustno in vredno obsojanja. Istočasno pa odločno zavračamo vse insinuacije in interpretacije, ki vso romsko skupnost a priori opredeljujejo kot varnostno problematično. Takšna posploševanja so nevarna in ne odražajo realnosti. Velikokrat slišimo, da se romska skupnost oglaša premalo. No, tokrat se oglašamo tako forum romskih svetnikov, kot tudi svet romske skupnosti. Besedo pa bodo dobili tudi župani iz Pomurja, ki ure in ure uspešno vlagajo v razvoj romske skupnosti, pa se jih pri rešitvah skoraj ignorira in njihov glas se ne sliši, kot da si nihče ne želi slišati. Rudaš je ob tem še dodal, da ne morejo pristati na to, da nekaznovanost nasilja in nasilna dejanja postajajo vzorec za mlade v Pomurju. Prav tako pa ne morejo pristati tudi na to, da pomembni ukrepi na nacionalni ravni ostajajo na papirju brez konkretne realizacije. Sporočilo v sklopu novinarske konference je prenos dobre prakse iz Pomurja v jugovzhodni del Slovenije. Težko je, vendar kljub temu danes želim sporočiti 3 ključne zadeve. Prvič, vzpostavitev reda in miru v romskih naseljih ter prevzem odgovornosti. Nujno je, da se z takojšnjimi ukrepi in intervencijami očisti romska naselja kriminala.
Poudarjamo, da niso vsi Romi problematični, vendar je vzpostavitev reda in miru v naseljih ključna za izboljšanje varnosti tako znotraj romske skupnosti kot tudi v širšem okolju. Pri tem morajo Romi prevzeti svojo odgovornost tako do lastne skupnosti kot tudi do širše družbe. Zato od policije pričakujemo takojšnje ukrepanje in kaznovanje tistih, ki ne spoštujejo zakonov in norm. Drugi sklep. Takojšnje reševanje infrastrukturnih pogojev v jugovzhodni Sloveniji. Občine v jugovzhodnem delu Slovenije morajo končno prevzeti odgovornost in pričeti reševati probleme infrastrukturnih pogojev. Vkolikor niso uspele rešiti legalizacije romskih naselj, naj se takoj najdejo nadomestna zemljišča, ker bo mogoče urediti legalna naselja. Če občine tega ne morejo ali ne želijo, naj država za interventnim zakonom prevzame zadevo in uredi naselja v posameznih občinah. In kot točka 3, realizacija zastavljenih vladnih ukrepov. Od Vlade Republike Slovenije pričakujemo takojšnjo realizacijo vseh zastavljenih ukrepov, ki jih je predvidela. V preteklosti smo slišali številne predloge in najave, vendar pa je realizacija teh ukrepov še vedno pomanjkljiva. Čas je, da besede preidejo v dejanju. Podžupan Mestne občine Murska Sobota, dr. Timi Gomboc, je ob tem povedal, da v Mestni občini Murska Sobota že vrsto let ne beležijo problemov, kjer je integracija romske skupnosti zelo uspešna. Ob tem pa je vendarle poudaril, kot je kolega Darko povedal, nekateri ukrepi se lahko izvedejo hitro, se pravi, da se vzpostavi red, da se kaznuje tiste, ki ne spoštujejo zakonov, tako kot to delamo pri neromih, se mora isto izvesti pri Romih, praktično pred zakonom smo vsi enaki. Drugi del pa je vzpostavitev naselij, infrastrukture in tako naprej. Tukaj pa govorimo o dolgoročnih ukrepih. Namreč v Mestni občini Murska Sobota tole integracijo izvajamo že desetletja. Vzpostavila se je z prvim romskim vrtcem in najverjetneje bodo po enakih korakih oziroma po enaki poti mogle iti tudi vse ostale romska naselja na jugovzhodu Slovenije, kajti prva stvar je infrastruktura, da so lahko tisti otroci, ki bodo prihajali v šolo, normalno, bom rekel, opremljeni z vidika, da imajo vse potrebščine, da imajo vse, kar potrebujejo za šolo, potem, da je sama higiena na voljo, ker drugače vemo, da te družba izloči in če bomo želeli tudi tam vzpostaviti tako integracijo, je vzpostavitev romskih naselij in teh primarnih pogojev nujna in potem lahko čez leta praktično, po mojem mnenju, pričakujemo neke rezultate. Župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar je ob tem povedal, da so mir, sožitje, strpnost in razumevanje temelji medčloveških odnosov pripadnikov različnih skupnosti in narodnosti. Ob tem pa je potrebno zato biti tudi zelo pozoren in odgovoren. Moje osebno gledanje, pa tudi vztrajnost naše občine v tem, da tudi če pride do kakih težav, da zaenkrat probamo seveda z pogovori, z strpnostjo to urediti. Seveda ni težko, mislim, ni lahko, ne. Je pa res pač, da pa če se splača vztrajati, potem je tudi lahko dolgoročno uspeh zagotovljen. Pa še nekaj bi rad povedal, vztrajamo vsi skupaj. Probajmo tudi preko vlade, preko vseh odgovornih, to, kar je že župan direktno povedal. Se pogovarjati naprej. Naj nam ne sme biti žal teh naporov, ki bi morali sedaj slediti na vseh ravneh. Mogoče je pa tudi to, kar me zdaj včasih prešine, težava v nekih osebnih zadevah, ki so se sedaj seveda potem začele dogajati na splošno. To se ne sme dovoliti. Torej osebne zadeve, privatne zadeve ne smejo priti kot neka zgodba, ki je vse splošna. Ne sme se to dogajati, dragi moji. In še nekaj, gledajte, toliko je mladih, tudi ti mladi, tudi v teh družinah, ki se zdaj nekatere stvari dogajajo, bodo imeli to v sebi še potem, ko bodo odraščali. Zato je nekatere stvari seveda treba počasi umirjati. To je tisto, kar potem jaz upam, da bo na Dolenjskem
zavladal mir ali pa vsaj zatišje, da bi se potem lahko nekako umirjeno pogovarjali pa živeli naprej. Danilo Kacijan, župan občine Cankova, je na novinarski konferenci izpostavil delo ter složno bivanje občanov v sožitju s pripadniki romske skupnosti v občini. V moje male občine imamo 8 vasi, v 4 vaseh živijo Romi, pa ne Romi složno skupaj. Sploh ne vemo, kdo je. Jaz dosti tudi sem razočaran, da preveč poudarjamo romska populacija. Če gasemo luči, pa smo večer na veselici, sploh ne vemo, kdo je Rom, pa kdo ni Rom. Jaz poznam samo dobre pa slabe ljudi. Nič drugo. In dokler bomo mi tako zadevo potencirali, se nam ne piše nič dobrega. Marsikateri, ki bi dali se tudi v tem trenutku zgodil v Sloveniji, pa bodo ga verjetno pristojne inštitucije obravnavale. Dejstvo pa je, jaz imam preko javnih del zaposlenih 6 Romov. Moram povedati, da sem ponosen na njih, ker so pridni. Jaz poznam, še enkrat poudarjam, samo pridne in dobre. Mi smo pred 2 letami na osnovni šoli profesorice glasbe zaposlili Romkinjo. Pa ne zaradi tega, ker je Romkinja, zato ker je dobra glasbenica. In tudi še druge stvari, ko mi delamo. Pri nas romska populacija pada. Število romske populacije pri nas pada. Pri nas v bistvu, jaz sploh ne vem, zakaj se toliko pogovarjamo o tej romski populaciji. Ker če dobijo ne Romi infrastrukturo, vodovod, kanalizacijo, optiko, tudi Romi dobijo. Pa vsi dobimo. Mi se moramo začeti pogovarjati o druge stvari. Ali je bila praksa iz Pomurja uspešno prenesena v jugovzhodni del Slovenije, bo vidno po realizaciji sklepov, ki so jih izoblikovali v sklopu foruma romskih svetnikov. Gledalke in gledalci, preživite lep večer. Oblikujte svoj notranji mir in ga ohranite za prihajajoče dni. Lep večer še naprej.